Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o žalosti. Pred kratkim je bil dan mrtvih, dan žalovanja, kjer se spominjamo naših bližnjih ljudi, ki so nam bili pri srcu, pa so odšli iz tega sveta. In smrt je seveda vsekakor za mnoge precej žalostna zadeva. Tudi jaz sem v svojem življenju doživel precej izgub. Nekaj mojih sošolcev je naredilo samomor, nekaj mojih prijateljev se je smrtno ponesrečilo, tudi moja mati je odšla iz tega sveta na precej žalosten način. Razšel sem se z nekaterimi bivšimi partnerkami. Doživel sem marsikakšno nesrečo, poškodbo, bolezen. Skratka, precej je stvari, zaradi katerih smo lahko žalostni. In jaz sem še posebej v sebi vrsto let čutil globoko žalost. Dozdevala se mi je, da se mi dogajajo stvari, boleče stvari, za katere nisem odgovoren. Da sem kot neke vrste nedolžna žrtev, da me življenje neupravičeno kaznuje. In da bi ozavestil te stvari, da bi raziskal vzroke, zakaj se mi stvari v življenju dogajajo. Že 20 let raziskujem psihologijo, duhovnost, ezoteriko, kako deluje ta svet, kakšna je povezava in odnos med to stranstvom in onostranstvom, kaj se dogaja pred rojstvom, kaj se dogaja po smrti. Skratka, sistem reinkarnacije, nebesa, pekel, vse sorte religij sem preiskal, da bi pojasnil zadeve. Naredil sem 2 regresiji v prejšnja življenja. V prvi sem nekako doživel, češ da so me zopet po krivici obsodili in usmrtili. V naslednji regresiji pa sem ozavestil, da sem bil vojščak in osvajalcem gladko sekal glave. Skratka, težko je vedeti, kaj vse se je dogajalo v preteklosti in pri katerih dogodkih smo tudi mi igrali vlogo. Ta stvarstvo, ta svet je precej skrivnostna zadeva. Določene stvari lahko obvladujemo, nekatere pa ne. Vsi skupaj trenutno doživljamo rezultate preteklih odločitev številnih bitij. In tudi sami, če se ne spomnimo, da smo nekaj naredili, ne moremo vedeti, ali trenutno izkušamo tudi posledice svojih lastnih odločitev iz preteklosti. Vse, kar lahko storimo, je to, da sprejmemo realnost tako, kot je. Ter da potem se odločamo, kaj bomo za svojim življenjem, za svojimi potenciali naredili. Ali bomo zgolj pasivno gledali to realnost, ali bomo aktivni udeleženci. In potem, ali bomo skozi to svojo aktivno udeležbo gledali predvsem na svojo osebno korist, delovali sebično, ali pa delovali v korist vseh živih bitij. No, skozi to svoje raziskovanje sem
prišel do spoznanja, da si mi je seveda v preteklosti marsikaj zgodilo, česar si ne želim, da bi se ponovilo. Sem pa tudi v preteklosti bil precej pasiven in pa precej sebičen. Krivil sem za okolje, da nisem doživel določenih stvari, ki bi si jih želel. Lahko bi imel torej še lepšo preteklost z manj bolečinami. Nisem se pa zavedal, kako lepo, dobro in prijazno preteklost sem imel, če se primerjam z izkušnjami nekaterih drugih ljudi na tem svetu. Kako sem dejansko živel precej privilegiran, elitistični življenjski slog, kjer nisem trpel lakote ali vojn. Torej, v precej velikem obilju sem živel. Vendar nisem bil hvaležen za to obilje, za to relativno dobro življenje. Zahteval in želel sem še več, da bi se imel še bolje. In v tem svojem izobilju, v tem okolju, kjer sem bil vzgojen zelo zaščitniško, sem postal precej sebičen. Torej, nisem razvil te pristne težnje, da bi skrbel tudi za dobrobit drugih. To je seveda skozi odraščanje razumljivo, kajti vsak otrok se mora najprej podrejati zahtevam svojih staršev, potem zakonom na tem svetu, šolskemu sistemu, učiteljem. Vsi smo nekako prisiljeni, da se podrejamo drugim. Potem pa, ko pridemo v zrelejše obdobje, ko smo zmožni bolj vplivati na ta svet, ko ne rabimo več ubogati druge, zato ker smo postali samostojni in smo sposobni priskrbeti za svoje osebne življenjske potrebe. Takrat pa imamo priložnost, da začnemo ravnati drugače, da razvijamo to sočutje in da delujemo v korist tudi drugih. Je pa tukaj proces te preobrazbe, ki traja mnogo let, kajti te vzorci, ki smo jih pridobili, si vzgojili v otroštvu, nas potem vrsto let zaznamujejo. So neka navada, neka železna srajca, ki jo je težko sleči. In vsak mora iti skozi proces intenzivnega ozaveščanja teh vzorcev, da se zavedamo teh omejujočih miselnih in vedenjskih vzorcev, ter da jih spremenimo. Zdaj, ko pogledam nazaj na svoje preteklo življenje, ko pogledam, glede česa sem vse lahko žalosten, ja, seveda sem lahko žalosten za vse bolečine, za vse trpljenje, za vse težavne, konfliktne, medsebojne odnose, ki sem jih izkušal. Vendar v vseh teh odnosih sem se tudi marsikaj naučil. Vsi ti odnosi so mi tudi zrcalili marsikaj, kar je v moji notranjosti, kar sem osebno sprejel in dopustil, da sem postal. In vse to je bilo koristno za to, da sem se spremenil in da se še naprej spreminjam.
Predvsem sem torej lahko žalosten nad tem, kaj sem bil v preteklosti, kaj sem bil na začetku. Žalosten sem lahko predvsem nad samim sabom, glede svojega egoističnega odnosa, glede svoje sebičnosti, glede omejenega pogleda na svet, glede tega, da sem se brigal predvsem samo za sebe, da sem gledal samo na svoje ugodje. In seveda preteklosti ne moremo spremeniti, lahko se pa iz nje marsikaj naučimo. Predvsem je pomembno to, da preteklosti več ne ponavljamo, da presekamo ta krog sebičnih, škodljivih dejanj in da se popravimo. Jaz sem vsekakor zavezan, da se spreminjam, da se izboljšujem preko pisanja spletnih dnevnikov, preko snemanja teh videodnevnikov in seveda bom vesel, da bi se tudi drugi ljudje priključili temu procesu, da se vsi čim bolj aktivno spreminjamo. Za pomoč glede tega procesa imamo pripravljeno veliko podpornega materiala v obliki spletnih tečajev, v obliki podporne skupine in zato vabim vse tiste, ki želijo izboljšati same sebe in ta svet, da se nam pridružijo. Več informacij najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.